V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Predno bomo prebrali današnji odlomek iz Svetega pisma, najprej zmolimo kesanje. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. In zdaj se povežemo še z Bogom, Očetom in zmolimo Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tako danes bomo slišali še eno zgodbo Jezusa, ki nam razodene, kako je Bog dober. Še z eno priliko želim pokazati, komu je podobno Božje kraljestvo, je rekel nekega dne Jezus. Živel je mož, ki je zgodaj zjutraj šel na trg najemati delavce za trgatev v svojem vinogradu. Rekel jim je: plačal vam bom po 1 srebrnik na dan. In delavci so se z veseljem sprejeli to ugodno ponudbo. Ob 9 se je vrnil na trg, da bi najel še več delavcev. Dal vam bom pošteno plačilo, jim je obljubil. Opoldne je najel naslednjo skupino delavcev, ob 3 popoldne še eno. Uro pred koncem delovnega dne se je še zadnjič vrnil na trg. Tam je še vedno postajala gruča mož. Zakaj ne delate, jih je vprašal. Ker nas ni nihče najel, so odvrnili. Pojdite za menoj, jim je rekel. Pridružite se delavcem v mojem vinogradu. Ob koncu delovnega dne je gospodar naročil svojemu skrbniku, naj delavcem razdeli plačilo. Najprej je poklical zadnjo skupino in vsak je dobil po 1 srebrnik. Ko so končno prišli na vrsto delavci, ki so delali od ranega jutra, so pričakovali večje plačilo, vendar so tudi ti, tako kot vsi ostali, dobili po 1 srebrnik. To ni pošteno, so govorili. Prenašali smo vročino cel dan, zato zaslužimo večje plačilo. Poslušajte, prijatelji, jim je rekel gospodar. Za plačilo smo se zmenili, preden ste začeli delati. Jaz sem obljubo držal. Moja stvar je, če sem radodaren, tudi do tistih, ki so prišli kasneje. Učenci so odumeli. Če je v Božjem kraljestvu tako, potem v njem nihče ne dobi tistega, kar zasluži. Morda pa Božje radodarne ljubezni ni nihče vreden, niti si je ne more nihče prislužiti. Jezus je prekinil njihovo premišljevanje. V Božjem kraljestvu, je rekel, bodo ljudje, ki mislijo, da so prvi, končali na zadnjem mestu in zadnji bodo zavzeli prva mesta. Tako, slišali smo še to priliko, ki je Jezus zopet povedal komu? Verjetno farizejem, pismoukom, tistim, ki so mislili, da so prvi, ki bodo dobili plačilo. Ne? Oni so smatrali, mi smo duhovniki, mi smo učitelji, pismouki, razlagamo svetopismo, mi damo več Bogu, več časa, vse svoje
ves svoj čas porabimo za to. Drugi ljudje pa dajo samo nekaj, so pa ribiči, so pastirji, so, ne? In zato bomo mi dobili več. Ampak Jezus tukaj pove, da je nekaj malo drugače v Božjem kraljestvu in z duhovnimi dobrinami in da Bog drugače dela, da ni Bog trgovec, ki dela, ampak obljubi in svojo obljubo izpolni, da pa lahko tudi drugim, tudi tistim, ki niso toliko zaslužili. Ne? No in zato Jezus želi predstaviti, kdo je Bog in kaj smo mi. Ali mi lahko zaslužimo nebesa? Ne. Mi ne moramo zaslužiti nebes z nobenim delom, z nobeno žrtvijo in tako naprej, z molitvijo in tako naprej. Ne. Nebesa so tako nekaj posebnega in večno življenje, večna sreča, da je to Božji dar. Ne. To nam Bog lahko da. To nam je Jezus odprl, ko je za nas umrl in vstal od mrtvih. Ne. To je ta razlog, zakaj mi lahko upamo. Zdaj, kaj pa mi lahko naredimo, je pa tudi za nas to pomembno, da delamo in da vidimo, kako smo poklicani. Kako smo, kdo je poklican zjutraj, kdo je poldne, kdo popoldne, kdo zvečer. Tisti, ki so krščeni, so verjetno že od zjutraj, ne? Eni so že od otroštva poklicani, eni šele potem v mladosti, eni odraslosti, eni pa šele mogoče pred smrtjo. In zdaj tisti, ki bojo šele pred smrtjo spoznali Boga, evangelij, cerkev, a bojo manj dobili v nebesih? Ne. Ali smo mi zato, ker smo že zjutraj bili poklicani, smo zato večji reveži? Ne. Mogoče bomo še bolj veseli za tistega, ki se je pred zadnjim trenutkom. Tako, mi se moramo zavedati, da to ni breme, da smo kristjani, ampak da je to veselje, da mi že zdaj vemo, kdo smo in kam smo namenjeni, kam gremo. Ne? Drugi tega še zdaj ne vejo in bojo šele potem pozneje zvedli, eni šele tik pred smrtjo, eni šele po smrti bojo videli, to, ne? Niso prevedli, ali pa niso mogli verjeti, da obstajajo nebesa, da obstaja tudi pekel. Ne? Zato to ni za nas, da moramo recimo hoditi k maši, moramo moliti in to ni breme, to je veselje. Ne? To je tako kot tisti, ki je, če je kdo brez službe. Kaj to pomeni? Ne? Tukaj smo videli, ti so bili na delovci, ljudje na trgu so postopali in jih je bilo strah, kaj pa če danes ne bom ne zaslužil, bomo lačni. Zvečer ne bomo imeli kaj otrokom dati. Ne? In zato je ta skrb, ta negotovost je breme. To ni zdaj smo pa vrej, ne? Ampak če ti moraš skrbeti, ne? Tako je Jezus želel povedati, kaj to pomeni, če mi poznamo Boga in se zavedamo, da bo enkrat prišlo tudi plačilo. Ne? Bog kliče in obljublja, daje plačilo. Ampak zdaj z enimi se pogodil, se pravi zjutraj s tistimi prvimi, je rekel, toliko vam bom dal. Pogodba nekako, ne? Evo, če boste cel dan delali, boste dobili toliko. Z drugimi pa ni naredil pogodbe, ampak je rekel, vam bom dal toliko, kot je prav. Ne? In koliko je dal Bog? Enako. Tako, vsem. Zakaj je dal vsem enako? Ker so vsi enako lačni, ker imajo vsi enake potrebe za vsak dan. Ne? Zato je Bog, to je en vidik, kako Bog daje, ne po zaslugah, ampak po potrebah. Ne? In druga stvar je, da koliko lahko prejmemo. Toliko, koliko je prostora v nas. Ne? Se pravi, tako kot kozarci. Ne? Če majhen kozarc je poln, pa gre samo toliko not. Še pa velik kozarc, gre pa veliko not. Ne? Ampak je tudi poln, pa ne more več iti kot do tega, da je poln. Ne? Tako Bog daje. Bog da vsakmu. Vse napolni. Tako, vse napolni. In odvisno je pa od nas, koliko veliko srce imamo. Ne? Koliko ljubezni lahko vlije v to srce. Ne? Če imamo večje srce, potem gre več tudi od nas na druge. Ne? Zato je, torej na koncu eni so ga drnjali. Kdo je ga drnjal?
Ki so najbolj delali. Tisti, ki so cel dan delali, so ga danjali. Zakaj so ga danjali? Da ni pravično. Ja, ampak a je bil Bog krivičen? Meni Ni bil krivičen, ne? Oni so se pogodili za to. Ja, tako, Bog je bil pravičen, do vseh je bil, se pravi, do tistih prvih je bil pravičen, do drugih je bil pa usmiljen, je bil pa dober, je bil pa velikodušen, ne? In to je. In zdaj ti se ne moreš pritoževati, če je nekdo velikodušen, če je dober do drugih, ne? Zakaj bi pa jaz protestiral, če nekdo nekomu nekaj da, ne? Se da svoje, se ni meni vzel. Če bi meni vzel, pa njemu dal, da to je drugo. Ampak Bog pa, no, zato je to, tukaj pokaže Jezus to priliko, kdo je Bog, ne? Kako je Bog velik, kako je velikodušen in kje vidimo to velikodušnost Božjo. Povsod, ne? V naravi vidimo, koliko semen daje, koliko sadežev daje. Zdaj v jeseni smo pobirali veliko sadje, pa je bila poleti suša, pa je bila vročina, pa ne vem kaj, pa smo mislili, pa je bila toča, da ne bo, pa je kljub temu bilo, ne, veliko. In to Bog daje v materialnem smislu, kaj šele v duhovnem smislu, koliko stvari nam daje. Ampak mi smo velikokrat, to nas ne zanima. Ne? In potem smo pa žalostni, nesrečni ali pa nevošljivi, ker drugi imajo, mi pa tega nimamo. Ne? No, zato je ta prilika zelo pomembna in Jezus na koncu pravi, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober. Ne? Glejte to, da mi vidimo, da se veselimo, ne? In vse, kar je dobro, dobrega človeka razveseli, slabega pa razjezi. No, zato je lepo, da gledamo tudi na tak način in spoznavamo, kako je Bog dober, zato da bi bili tudi mi dobri, da bi tudi preko nas drugi ljudje spoznali Boga. Bog. Ne, kot Jezus pravi, naj vidijo vaša dobra dela, da bodo slavili nebeškega Očeta. Ne? Naša dobra dela pa pomenijo to, da delamo z ljubeznijo, z veseljem, da se ne bojimo darovati, nečesa odreči, ampak da vidimo, kako Bog potem to obilno vrača. No, zato gledamo to tudi v tem smislu, kot vidimo v jeseni, ko žanjemo, ne? Spomladi je težko, ko mečemo seme v zemljo, mislimo, da je to seme, ne? Ampak to izročamo Bogu, Bog pa daje potem dobro letino. No in to lahko vedno znova pri vsaki sveti maši, pa tudi doma pri obedu, pri vsakem obedu spoznavamo, okušamo, ko uživamo kruh, hrano, telesno hrano, ki nas spomni tudi na duhovno hrano. Zdaj bomo zapeli, kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, prej raztlesen po gorah, zgneten, eno je postal hleb, štruca. In tako tudi mi, kristjani, postajamo eno v Božji ljubezni. Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, preraztresen po gorah, zgleden eno je postal. Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, preraztresen po gorah,
pijemo, skrita v grozdnih jagodah in je vino postala. Kako naj se zbere tvoja cerkev, ob koncu zemlje v tvojem kraljestvu, kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, vrela stresen po gorah, zmedenelo je postal. Sveti angel, Varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom, blagoslovi vas vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. amen.